Jankovića pravzaprav želi zamegliti dejansko stanje v tej državi. V nedeljek bo prvi šolski dan. Naši osnovnošolci, srednješolci in kasneje še študentje bodo njihovi starši, njihove delavske družine, kmečke družine, obrtniške družine, ki so se z novim DDV-jem, z novimi davki in še napovedanimi davki znašle še v težjem položaju kot doslej, od te vlade niso dobile ničesar. Zato sprašujem na tem mestu vlado, kaj je za ta prvi šolski dan, kaj je spremenila na učnem programu, kaj je minister za šolstvo naredil, da bodo naši mladi izhajali iz šolskega sistema bolj usposobljeni, bolj domovinsko pripadni in bolj pripravljeni za življenje na lastno iniciativo, na lastno podjetništvo, to, kar bo tudi to državo pripeljalo iz krize. Samo z novimi davki in z nekorenitimi spremembami v sistemih ne bomo ničesar spremenili. In na tej točki je premierka postaja vse bolj nekredibilna. Hvala. Podpredsednik gospod Janez Tomšič. Samo na temo tega kadrovanja, kot je bilo že rečeno, je pač postavilo ogledalo vsej aktualni in dosedanji politiki, kako stvari potekajo. Najbolj zanimivo je, da seveda tisti politiki, ki so najbolj govorili o korporativnem upravljanju, ki so najbolj zagovarjali agencijo za upravljanje kapitalskih naložb, ki so nasprotovali Slovenskemu državnemu holdingu ravno iz tega razloga, da bi bilo to upravljanje bolj transparentno, da bi se kadre izbiralo preko, se pravi, komisij, ki bi preverjali njihovo kompetentnost. Danes sprejemajo poteze in odločitve, ki so nasprotju s tem korporativnim upravljanjem. Imenovanje seveda nekega člana uprave je morda v tej celotni zgodbi še najmanj problematično. To, da je gospod Mišič postal predsednik uprave ene od pomembnih slovenskih podjetij, je seveda odgovornost nadzornega sveta. Nadzorni svet je edini, ki v skladu z zakonodajo in seveda korporativnim upravljanjem prevzema odgovornost za poimenovanje. Jasno je, da je lastnik ali skupščina tisti, ki lahko zamenja nadzorni svet, če z njegovim delom ni zadovoljen. Je pa naravnost nenavadno in morda celo smešno, da lastniki takoj, ko nadzorni svet sprejme odločitev, s katero se ne strinjajo, skličejo skupščino, grejo menjati nadzorni svet za to, da bi uveljavili svojo politično voljo v neki konkretni kadrovski zadevi. Torej, ves problem slovenskega korporativnega upravljanja ni v političnem kadrovanju, namreč politično kadrovanje v pravem pomenu besede kompetentnih ljudi, tudi če ti izhajajo iz politike, so bili politiki ali pa bodo politiki, ni problematično, če gre za ljudi, ki obvladajo torej posel, ki obvladajo tisto branžo, v kateri so imenovani. Problem političnega kadrovanja je torej, se pravi, spopad lobijev interesov, ko je praktično dovoljeno vse, samo zato, da nekdo na neko funkcijo pride ali ne pride. Tako kot v tem primeru, ko smo praktično doživeli klasičen primer tega, kako se ne sme delati. Tukaj tudi Združenje nadzornih svetov dostikrat opozarja na te stvari. Zanimivo pa, da torej ista politična opcija na nek način dela ravno tisto, čemu ves čas nasprotuje. Hvala lepa. Morda še kakšno vprašanje z vaše strani? Samo da razjasnimo, torej SRS se zavzema dejansko za tehnično oblikovanje tehnične vlade, bodi si pod vodstvom zdajšnje premijerke ali... Parlamentarne stranke se morajo dogovoriti, sesti skupaj, doreči ukrepe, kajti kot vidimo, lansko leto so bili nekateri ukrepi predlagani, strani opozicije napadani in tudi na koncu padec vlade je povzročil. Program stabilnosti je vlada, ki je lansko leto bila v opoziciji večinsko, temu nasprotovala, na koncu se podpisala pod ta dokument. Vlada je tista, ki je dala program stabilnosti v Bruselj, za katerega treba v oktobru položiti račune, sedaj se pa po petih mesecih enostavno prerekajo in želijo še en mesec časa, da bodo se pogovorili, dogovorili. In za iste mize pa govorijo, kaj se ne sme narediti, ne pa kaj bodo naredili. Zato mislim, da je zato, da če želimo tej državi dobro, če želimo, da ne propademo, nujno, da politika sede za isto mizo in med slabimi rešitvami, nimamo dobrih rešitev, pripravi predlog, ki bo predlog za rešitev te države. Jaz mislim, da smo resnično, se kdo to zaveda ali ne, tako daleč, da
da bomo ceno teh neumnosti, ki jih počnemo danes, plačevali še veliko let naprej. In to, da sedaj vlada ne pripravi teh ukrepov, ki so tudi osnova za rebalans proračuna 2014, za proračun 2015, predvsem odgovor tudi Evropski komisiji, finančnim trgom, nas pelje v to smer, da bomo še naprej se na veliko zadolževali zaradi nesprejetih ukrepov, po drugi strani pa na finančnih trgih denar najemali po nesprejemljivih obrestih in efekti, ki so iz tega ven, so takšni, da je na leto približno 120 do 150 milijonov evrov več obresti. In slovenski davkoplačevalci tega enostavno ne zmorejo več. Mi smo od leta 2008, ko smo imeli dobrih 200 evrov obresti na človeka, danes že na 450 evrih obresti na človeka, če še 2 leti tako delamo, bomo imeli približno 600 evrov obresti na vsakega posameznika na leto. 50 evrov na mesec bo sleherni Slovenec moral plačati za obresti za javni dolg. 3-članska družina, 150 evrov na mesec, jaz ne vem. In te slovenske družine tega enostavno ne bodo mogli plačevati. In mi smo dolžni ukrepe, s katerimi, ki so zapisani, uveljaviti, zmanjšati ta javni dolg in na osnovi resnosti, odgovornosti tudi dobiti v mednarodnih finančnih institucijah boljše rejtinge in dobiti manjkajoča sredstva, ki si jih bomo še najemali naslednja leta, tako za javni dolg, kakor tudi za reprogramiranje starih dolgov. Naslednje leto bo treba 4 milijarde, približno 3 milijarde vrniti kreditov, milijardo po napovedih novih najeti in ni vseeno, ali bomo najemali po 4% ali pa po 6, pa po 7 ali pa celo ne bomo dobili, pa bo, ne vem, pokojnici res brez pokojnin in pa vsi prejemniki iz javnega sektorja brez plač. In zato je ocena, da se na takšen način v tej politični kulturi in v tej razdvojenosti, kjer se iščejo samo razlike, enostavno ne da dogovoriti. In v teh letih se je pokazalo, da enostavno bo potrebno sesti za isto mizo in skupaj prevzeti odgovornost. V tem trenutku pa lanskem letu je vlada delovala, prevzela neko odgovornost, plačala tudi ceno za svoje korake, kjer je bilo veliko nestrinjanja v vsekaterem primeru s koraki, katere smo sprejemali. Ta vlada pa po 5 mesecih si jemlja mesec časa za to, da se bo začela resno pogovarjati. In čas se iztekel. Gospa Franca, povejte mi, prihajate iz Primorskega izkopa, neko se ustvarja vtis, da so Koprčani zahtevali gospoda Mišiča domačina v takem velikem podjetju, pač je zelo pomemben za Koper. Je to res? Glejte, gospodarstvo v slovenski Istri je na dnu. To je jasno. Par podjetij še nekaj živi, medtem je seveda Luka kot najpomembnejša, zaposluje skoraj 1000 ljudi, to je veliko družin. In jasno je, da želijo, torej Primorci želijo imeti predsednika uprave domačina. Tukaj tudi to lahko podprem, sem občinska svetnica, lahko to podprem, to je naše podjetje in lepo je, če je nekdo iz Primorske. Na Primorski imamo univerzo, imamo izobražene ljudi in smo večkrat tarča tega, da v naših podjetjih prevladujejo pač iz zaledja, če rečem, menedžerji, sami doma pa smo postavljeni večkrat tudi obok, ne samo v Luki, pa tudi v drugih firmah. Torej, tu se gotovo čuti ta odpor do tega, ne, in to je tako, navidezno. V ozadju seveda so, tako kot je tudi eden od politikov napisal, da gre za mafijo. In to je tisti problem, ko se združijo močni lokalni interesi, državni interesi, osebni interesi in interesi raznih gradbincev in tako naprej, kjer se povežejo direktno na posamezne posle, ali gre za podaljšanje prvega, drugega pomola, če rečem daljnosežnega tretjega pomola gradnjo, gre za razne druge ugodnosti in tako naprej in seveda skozi te svoje mreže, skozi te svoje povezave denar neracionalno odteka. To sem tudi sama kot bivša nadzornica videla, veliko mi je tudi policija takrat predočila, ker so bile nam skrite in seveda to se ne sme več dogajati v že izropanih gospodarskih družbah ali bilo kateri družbi firmi. To je dejstvo. Če smo izčrpali vprašanja,